Svet kulture. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Kako se je rodila znamka Made in Italy, med drugim sporoča razstava Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo. Na ogled je v nekdanji prvi termoelektrarni v večnem mestu in prikazuje visoko modo in film v obdobju razcveta italijanske kinematografije. Na piranskih trgih te dni poteka Mediteranski mednarodni folklorni festival. Glavni del festivala so večerni plesni nastopi folklornih skupin, ki predstavijo avtentične koreografije, tradicionalne kostume in živo glasbo, ki odsevajo kulturno identiteto posamezne države ali regije. Razstava Arneta Hodaliča Med svetovi, ki jo nocoj odpirajo na Ljubljanskem gradu, z obrazi ljudi, na katerih so zapisane najrazličnejše zgodbe njihovega bivanja, prostori različnih verovanj, kjer človek že od pradavnine išče nekaj, kar presega njegov običajni svet zaznavanja, z morskim dnom, kjer se je življenje preteklosti spremenilo v spomine, in s podzemnimi jamami, v katerih večna tišina postane skoraj otipljiva, govori predvsem o različnih prostorih, med katerimi se ves čas gibljemo. Več o teh vsebinah pa v naslednjih minutah. K poslušanju vas vabiva tonski mojster Robert Markoč in voditeljica Petra Tanko. Visoka moda in film v znamenitem obdobju rimskega sladkega življenja, ko so v italijansko glavno mesto in znameniti filmski studio Cinecittà prihajale največje filmske zvezde tistega časa, sta v srcu razstave, ki bo do sredine novembra na ogled v Rimu. Razstavljeni so arhivski materiali, redki filmski posnetki in originalne obleke znamenitih modnih oblikovalcev tistega časa. Iz Rima Mojca Širok. Kje poiskati prostor za razstavo, ki nosi podnaslov Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo? Odgovora na to vprašanje ni bilo treba dolgo iskati. V nekdanji termoelektrarni Monte Martini v rimski četrti Ostense. Bila je prvi objekt za proizvodnjo električne energije novo nastalega občinskega energetskega podjetja. Odprli so jo leta 1912, zaprli leta 1968, nato pa je bila 30 let prepuščena pozabi in propadu, dokler ni, obnovljena, postala del rimskih kapitolskih muzejev. V njeni stalni zbirki so tako starorimske skulpture kot orjaška železna mehanizacija. In zdaj razstava o času, ko je bil Rim in ne Milano, italijanska prestolnica mode. Kuratorka razstave Fabiana Giacomotti. L'importanza di questa mostra è in realtà un'importanza che è legata al sentimento, alla gioia. Pomen te razstave je predvsem čustvene narave, povezan je z občutkom veselja. Njena največja vrednost je po mojem mnenju v tem, da lahko podoživimo tiste čarobne trenutke Rima v obdobju med 50 in 70 leti prejšnjega stoletja. Tisto čudovito sodelovanje med modnimi kreatorji, filmskimi ustvarjalci, filmsko industrijo in igralci. V vojni porušena in obubožana Italija doživlja gospodarski razcvet, Rim pa postane Hollywood na Tiberi. Predsednik filmskega podjetja Cinecittà Antonio Saccone. Roma usciamo dalla seconda guerra mondiale, quindi borgate, devastazione. Rimske soseske so po koncu druge svetovne vojne opustošene, a kljub temu v mesto prihajajo svetovne filmske zvezde, kot sta Elizabeth Taylor ali Gregory Peck. Če omenim samo njiju, pravi Saccone. Živijo na znameniti Via Veneto, v središču Dolce Vita, sladkega življenja, a na poti na delo v čarobno Cinecittà se vozijo skozi četrti, ki še zdaleč niso takšne, kot jih vidimo danes. Grozdi barak brez cest in velika revščina. Toda Američani prečkajo ocean in pridejo v Rim zato, ker so tu največji mojstri svoje obrti, scenografi, slikarji in številni drugi vrhunski ustvarjalci. Luca Litrico iz rimske modne hiše z enakim imenom je nečak enega najbolj cenjenih krojačev tistega časa, Angela Litrica. Una volta non esisteva il fashion designer o lo stilista come lo intendiamo oggi, esisteva il maestro sarto. In francese si diceva couturiste. Nekoč poklica modnega oblikovalca ali stilista, kot jo poznamo danes, nista obstajala.
To je bil mojster krojač ali couturier po francosko, pojasnjuje Litrico. V Rimu jih je bilo kar nekaj, mojstric Angelo za moško modo, potem Emilio Pucci, Valentino Garavani, Emilio Schubert, Pino Lacetti in Fernanda Gattinoni. To so ljudje, ki so ustvarili Made in Italy, a v tistem času so bili krojači in šivilje. Postavili so temelje za italijansko modno industrijo, ki se je razmahnila v 80 letih prejšnjega stoletja. Danes pa je moda, kot pravi Litrico, samo še finančni posel. V Piranu te dni poteka 22. mediteranski mednarodni folklorni festival. Pripravljajo ga folklorna skupina Val Piran, Javni sklad za kulturne dejavnosti in občina Piran. Več o festivalu in njegovem poteku pa v prispevku Smilje Baranje. Že 22. se bodo v Piranu družili folklorniki od blizu in daleč. Kakšen je spomin na nekdanje festivale, ko so v Piran prišli plesalci celo iz Južne Amerike, Kanade in Afrike? Borut Luša. Za nazaj so lepe izkušnje, prijetno druženje z folkloristi iz celega sveta. Praktično in ogromno dela, ogromno neznank, z leti se človek mogoče navadi tudi na nepredvidljive stvari, čeprav vedno nas kaj preseneti še. MIF je mediteranski festival, nadeli smo se to ime, zaradi tega, ker je ideja bila, da bi na začetku da bi vabili predvsem folklorne skupine iz Mediterana. Kmalu so plesalci prišli tudi iz celega sveta. Folklorna skupina Val Piran je osrednji organizator, katerega umetniška vodja je soproga Boruta Luše, Nina Luša. Kako pa je nastajal letošnji festival? Sem član tudi Zveze ljudskih tradicijskih skupin od CIOF-a dejansko, organizacija v Sloveniji, in nekako smo prišli do tega spoznanja, da zelo slabo poznamo naše skupine okoliške dejansko, Ker na Primorsko takoj vsak pomisli na piransko folklorno skupino, mogoče koprsko Mandrač, ki žal zdaj nekako ne funkcionira. Stu ljudi in tukaj se naše poznavanje teh skupin ustavi. Kar veliko skupin je sploh na Primorski. Kaj nad kanalom, potem je na placi je iz Šempeter pri Novi Gorici, potem imamo še iz Vipave folklorno skupino iz Vipave in seveda naše folklorne skupine z obemi sekcijami, se pravi starejši in vodilna skupina, se predstavijo vsak večer. Potem pa imamo dve furlanski skupini, oni so vedno zelo zanimivi z glasbo in tudi s petjem. Moram reči res, da me očarajo te furlanski zvoki, ko pridejo te skupine. Imamo eno v petek in eno v soboto. Imamo folklorno skupino Ozara, folklorno društvo Ozara iz Kranja. Na koncu pa imamo še folklorno skupino iz Madžarske, ki je prišla gostovati vse te dni. Z Hrvaške pa pridejo plesalci iz Buzeta, doda Luša. Vabimo vas na naš folklorni festival, pa imamo delavnico 2. julija na trgu 1. maja ob 20. uri, kjer bomo imeli delavnico. Učili bomo se madžarske plese ljudske in učili bomo naše istrske plese, naša skupina. Potem pa imamo 3. in 4. julija na Tartinijevem trgu, ob 21. uri prične program in vljudno vabljeno, kdor si želi plesa, glasbe, petja, ljudskega predvsem seveda, in podoživeti nekaj posebnega, toplo vabljen. Fotografije Arneta Hodaliča na razstavi Med cvetovi, ki jo nocoj odpirajo v Palaciju in Stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu, gledalca ne pustijo na varni razdalji. Povabijo ga naj vstopi vanje. V vlažno temo jamskih rovov, globoko pod morsko gladino, v odmaknjene kraje, kjer lahko sreča ljudi, ki jih drugače nikoli ne bi srečal. Njegova fotografska govorica temelji na natančni kompoziciji, občutku za svetlobo in izjemni tehnični dovršenosti, vendar njena prava moč ni v popolnosti podobe, temveč v zgodbi, ki jo ta podoba nosi. Vsaka podoba odpira drug svet, drugo kulturo, drug način življenja, pogosto tudi vprašanja o družbi, neenakosti, odnosu do narave in o človekovi minljivosti. Tako med drugim beremo v spremnem besedilu, ki ga je napisala kuratorica razstave Katja Bidovec. Na Ljubljanskem gradu bo na ogled do 30. avgusta.
spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji Svet kulture. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci programa Ars, posnel in zvočno ga je uredil Robert Markoč, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Lep dan vam želimo še naprej.